1. november je danes in prav zaradi tega sem se odločila, da bo tokratni podcast nekoliko drugačen. V resnici ne bo tako zelo drugačen, bomo pa pobliže spoznali punco, ki se zelo pogosto pogovarja z umrlimi dušami oziroma zelo velikokrat tudi na socialnih omrežjih sporoča kakšno sporočilo, za katero meni, da ga moramo slišati. Meri Verdinek, živjo, zelo sem vesela, da si danes prišla. Živjo, hvala za povabilo. A te lahko sam majhen popravim? Z največjim veseljem, ker sem zelo študirala, kaj bi bilo najbolj pravilno, da bi povedala. Samo ena stvar. Ja? Komuniciram z dušami preminulih, vsekakor pa ne z umrlimi dušami. Aha. Umrlih duš ni. Ja. Jaz sem mogla postati zelo natančna pri izražanju, tudi pri uporabi besede smrt, ker umre samo naše fizično telo. A ne? Mi, naše bistvo, duša, pa zapusti to fizično telo in odide. In nikakor ne umre. Ne. Hvala za popravek. Ja, sej v resnici, v bistvu, če ti tudi v eni besedi ti lahko rečemo medij, pa s tem praktično povemo vse, ne? Čeprav je tudi ta izraz spet lahko, bom rekla, malo dvomljiv. To pa nekateri ljudje ga sploh ne poznajo še. Kljub temu, da se vedno več govori o teh stvareh, da to ni več tak tabu, kot je bil nekoč, ljudje ne poznajo vedno izraza medij. Pa tudi medij kot tak lahko uporabljamo ne samo, ko gre za komunikacijo z dušami preminulih, ampak ko želimo za nekoga povedati, da prenaša sporočila. To so lahko tudi sporočila angelov, vodnikov, kogarkoli praktično, oziroma če gremo na široko gledati, ko človek kanalizira. Medij, beseda, ne sej že tako iz nekega življenja, če pogledamo na daleč, pomeni nek pretvornik. Torej, informacijo, ki jo dobim v energiji, ki jo dobim v vesolju, zdaj to je spet lahko milijon različnih izrazov, pretvorim v tebi znano. Se pravi, ti boš pač slišala me, a ne? Se pravi, se uporabim besedo, kljub temu, da jaz lahko vidim sliko. In to je medij. In tudi obstajajo pač ljudje, ki ne komunicirajo direktno z dušami preminulih, ampak prenašajo sporočilo, tako kot sem že omenila, angelov, vodnikov, in tudi oni delajo isto. Medijstvo, prenos, to, kar vidijo, zaznajo, začutijo, dajo v obliko, kakršno lahko ponudijo ljudem. V tem primeru pač besede, zapis, govor. Zdaj omenjaš angele, vodnike, kakšna je to razlika? Angeli so bitja svetlobe, angeli so, dobro vprašanje, kako v bistvu poenostaviti to na nek tak kratek način povedati. So bitja, vsak izmed nas ima angela varuha, to je energijsko bitje, ki skrbi za nas, ko smo na zemlji. Vodniki so pa tista bitja, energijska bitja, ki nas usmerjajo, se pravi, ki nam poskušajo v našem življenju, ki nas poskušajo v našem življenju na zemlji, v tem času bivanja tukaj, pripeljati do točk, kjer izkusimo točno to, kar smo si kot duše zadali. Se pravi, mi imamo vedno tukaj nek film, scenarij smo pa napisali, ko smo bili v dušnem domu. In mi pridemo z nekimi alinejami na zemljo, to bomo izkusili. Seveda pride malo tukaj iz scene, malo tukaj, a ne? To je res tako, lahko si predstavljamo kot en film. In naši vodniki nas poskušajo čim bolj tekoče peljati skozi to potovanje na zemlji. Zdaj lahko bi jih na nek način dali v isto skupino, v bistvu so, no. Ampak ni pa to nujno, da so to, bom rekla, duše ljudi, ki smo jih nekoč poznali. Ne. To so čist druge energije. Tudi zdaj, če bi jih rangirali, a ne, so angeli vodniki na veliko višji vibraciji, kot duše, ki se še utelešamo. Ni pa nujno, da nekdo od naših, ki smo ga poznali, ne postane v neki meri tudi naš vodnik. Jaz lahko recimo za sebe povem, da je moja stara mama, ko je odšla, prevzela nek del
vodniške vloge zame, ker je bila tisti prvi zelo nazoren stik z mano, da sem jaz sploh ugotovila, da komuniciram z dušami, da lahko prejemam njihova sporočila, jih predajam naprej, in ona me je vodila čez ta proces mojega učenja na začetku. Kar pa ne pomeni, da zdaj pravim vodnica in da bo to trajalo celo življenje. Že zdaj je tega bistveno manj, kot ga je bilo na začetku. No in zdaj, ko si ravno omenila svoj začetek, Meri, veš, da ne morem mimo tega, da te ne bi vprašala, kako je to pri tebi izgledalo prvič, oziroma kdaj si začutila, da pa imaš neko, a lahko temu rečem jaz, neka sposobnost ali pa drugačna sposobnost. Ali je to nekaj, kar imamo mi vsi v sebi, pa ne znamo videti, slišati? V resnici imamo to vsi v sebi. Sploh zelo majhni otroci. Tako. Ko se rodimo, pridemo z vsemi možnimi sposobnostmi na zemljo. Potem pa, glede na pot, ki smo si jo mi zadali za časa tega življenja na zemlji, se oblikujemo, urimo neke veščine, neke sposobnosti ohranimo, jih razvijamo, jih mogoče še nadgradimo. In zato se nekje med 6. in 8. letom ti kanali, ki so sicer pri vseh otrocih odprti, oziroma pri vseh, ki se rodimo, se začnejo počasi mal zapirati. Zdaj nekaterim se zaprejo popolnoma. Govorimo o jasnovidnosti, čutnosti, jasnoslušnosti in jasnovednosti. To so te 4 kanali, s katerimi pridemo in jih različno uporabljamo. Pri otrocih se zaprejo zato, ker padejo seveda v sistem, oziroma se začne vse to šola in tako naprej. Gledajo odrasle, oni imajo prav, zato ker so starejši, ker so modrejši. In tudi če otrok nekaj vseeno kasneje še vidi, zaznava, sliši kakorkoli, se velikokrat ustraši povedati, zaradi tega, da ne bo izpadel čuden, da ne bo pasal v tisto skupino. To je pač življenje. Tako je na zemlji in ne moramo mimo tega. Se pa zgodi, oziroma pač vsak ima neke svoje sposobnosti, darove, ki se mu ohranjajo celo življenje. Lahko jih uporablja, lahko pa tudi ne. In jaz vem, da ko sem bila mlajša, sem videvala krogle svetlobe, ki so me obdajale, ki so skakale mi pred očmi. In jaz sem mislila, da so pač to angeli, ki me čuvajo, ko hodim sama domov. Torej nisi takrat, ko si recimo se zavedala, da to vidiš, se ne spomniš, da bi recimo takrat že razmišljala, se to je nekaj, kar itak vsi tako vidijo? Ne. Si takrat že vedela, da je nekaj drugače? Jaz sem vprašala sestro, mami, sem rekla, to vidim, a to vi tudi vidite. Niti se ne spomnim, da bi kdaj dobila res tako odgovor, ja, to vse je. Jaz sem bila namreč vzgajana v krščanski veri, in seveda angeli so in tako naprej, duše pokojnih, ja, ampak njih moramo pustiti par mer, in se nismo doma veliko ukvarjali s tem. Tako da praktično nisem razglabljala in posledično ne vem, kaj se je dogajalo z mojo mlajšo sestro, starejšo sestro in tako. So se pa zgodili trenutki, ko sem jaz mlajši sestri in sosedi, ki sta enako stari, začela govoriti, a veš, ne vem, tega se živo spomnim, se rekla njima, a si lahko predstavljata, zdaj pač uporabila sem tak izraz, kaj sem pa vedela pri tistih letih in sem rekla, kaj more človeku delati v glavi, da se uleže na tirnice in čaka, da ga povozi vlak, da naredi na tak način samomor. In ono dve sta me debel gledale, nismo prišli nikamor dlje od tukaj, ampak je naslednji teden na tak način odšel oče od njune sošolke. In takrat je meni bilo pa tako, govorimo o stvareh, ki se potem zgodijo, tega me je bilo v nekem trenutku malo strah, sploh, ker so bile to napovedi smrti, čeprav nisem vedela, da se bo to zgodilo, da bo to nekje v bližini in tako. Hkrati so bile pa recimo podobne zgodbe pa glede rojstev. Ampak verjetno bi lahko nekdo to, v tvojem primeru bi to lahko nekdo rekel kot, nekaj se je ravno kar zgodilo, dajmo to malo raziskati.
nekdo drug bi pa lahko rekel, kjer na ključe, jaz sem Tako. pa glih razmišljal o tem in evo, zdaj Ja. pa takšna zgodba. Ne? Ja. Se mi zdi, da imamo ljudi, ki rečejo na ključe, pa potem tiste ljudi, ki rečejo na ključa ne obstajajo. Tako. Na ključje je v resnici na ključ je. Samo v nas je, a odklenemo nekaj. Tam je všeč, na Ali ne? ključ je. Ja, ker samo pač razdeliti je treba. Ne? Jaz berem trenutno eno knjigo, res mi je fascinantna. Pa moram se bom pohvalila. Daj se. Sem rekla, med to porodniško bom pa prebrala knjige. Pa so mi vsi rekli, boš ti brala, ne, v redu. Ja, 4 knjige sem do zdaj že uspela prebrati. Dejansko si vzamem cajt ali pa vmes, ko dojim, pa Oliver zaspi, pa jaz še malo berem. Oliver, mimogrede, je 4 mesece star Tako, sin, a ne? sin, In potem ja. je še hčerka, starejša Vita. Tako, stara 3 leta. Tako da si zelo okupirana, kar se tega tiče, ampak evo, si znaš vzeti čas tudi za sebe. Ja. Se najde in v teh knjigah velikrat zasledim, kako je ena beseda, angleška ponavadi, a ne, v bistvu razdeljena in ima smisel. Čist drugačen smisel kot cela beseda. Zdaj ne me vprašati za primer, ker se ga ne bom spomnila, ampak že ta primer na ključje je v bistvu zelo jasen. Ne. Tako da, moje otroštvo je bilo tako, mal gor, mal dol, vse dokler stara mama ni odšla. To je bilo pri mojih, zdaj moram že računati, 8 let nazaj, se pravi pri mojih 21 letih. Ona se mi je pa prikazala in mi začela govoriti stvari, ki so se dogajale takrat. Se pravi, ko ni več bilo na zemlji. In takrat sem začela ugotavljati, da dejansko komuniciram z njimi. In potem mi je ona pomagala tudi, da sem razumela vse te trenutke iz otroštva, da pač to ni bilo neki naključje, pa slučajnosti, pa tako, ampak so se že kazali te zametki, da sem kot otrok ohranila to, da lahko, recimo temu, pač kanaliziram določena sporočila. A pa je to potrebno potem se kaj ne vem, izobraževati, a moraš to potem delati samo sam s sabo in dejansko, bom rekla, iščeš po literaturi, kako se čim bolj lahko povezati, ali obstaja dejansko tako kot za astrologijo, tako kot za različne zadeve, nek tečaj? Obstajajo tečaji, obstajajo knjige, ampak jaz najraj rečem, da najbolj siguren si ti. To ti je največja šola, največ se tako lahko naučiš, največ dobiš in pravzaprav dobiš bistvo. Ker tečaji, knjige, to te vse usmerja, a ne? Ampak še vedno pa ljudje se razlikujemo. Sej, že v Sloveniji obstaja več medijev, če uporabimo zdaj to besedo kot za nekoga, ki komunicira z dušami, a ne? Pa ima vsak izmed nas povsem drug način. Prvič kanaliziranja sporočil, drugič predajanja sporočil in ni univerzalne poti, ki bi jo človek lahko obral, da bi rekel, evo, na tale tečaj pejte, pa boste lahko, ne vem, delali to, ono, tretje. Ne? Sej, malo mi sugerirajo, pa se mi zdi dober primer, tudi ko gre nekdo na slaščičarski tečaj, ne pomeni, da bo, ne vem, skupina 10 na tistem tečaju, da bodo potem vsi delali iste piškote, enake torte, a ne, ampak znanje se pridobi, potem moš pa ti to znanje spraviti v prakso. Tako, in potem so tukaj spet izkušnje in tvoja praksa, v bistvu. Ne? In veliko je predvsem dela na sebi, to je pa vsak dan. In ne glede na to, koliko medijstev je za mano, koliko let je minil pač od maminega odhoda in vsega tega, kar se je začelo dogajati, še danes predelujem določene stvari, se učim, mi je težko, iščem rešitve. To je življenje. Življenje je nenehno učenje in je nenehno učenje tudi poslušati sebe, intuicijo oziroma ta kanal. Kako so tvoji najbližji sprejeli dejstvo ali pa kako gledajo na tvoj, ne bom rekla poklic, ker ni, ampak poslanstvo? Bi mogli njih vprašati. Dejansko bi bilo zanimivo, kako bi vsak izmed njih verjetno po svoje to povedal. Čist z mojega vidika, glede na to, iz kakšne družine izhajam, verjamem, da jim je bilo zelo težko. Zato, ker cerkev pravi, pustimo pokojne v miru. Tudi tukaj se velikokrat zapletemo, oziroma se ne, ker se jaz ne zapletam, jaz dovolim, da ti misliš tako, jaz mislim drugače. Reinkarnacija.
a ne, z vidika cerkve ne obstaja. Meni določene moje izkušnje, komunikacije dajejo vedeti, da obstaja. Ker ravno to, bom zdaj čisto iskrena, sem zadnjič pomislila, ko si na Instagramu objavila fotografijo, oziroma ne vem, če je bila fotografija, zapis glede duhovnika. Joža, ja. Tako. In moja prva misel je bila, ok, ampak to dvoje, mislim, ne gre najbolj skupaj, ja. Kako zdaj? V bistvu si pa ga zelo pohvalila in izrazila, kako zelo pomemben del v tvojem življenju je bil. Ne? Ja, on je bil v resnici ena taka stičiščna točka med mano in cerkvijo. Jaz lahko priznam, da meni se je pač cerkev kot institucija, govorimo, začela v določenem času upirati. Jaz sem pač želela raziskati, kaj je še drugega, da ni samo to. Nekako sem čutila, da ne bom rekla, ne spadam tja, ampak da me vleče širše, da ni samo to, da ne tako ozkogledno, ne toliko neke druge religije, kaj je lahko drugače. Ampak on je znal nekako na svoj način to vero ohranjati, kljub temu, da je bila vmešana cerkev. Ker pač on je bil duhovnik. Nikoli nisem z njim govorila o tem, pač, a je reinkarnacija ali ni, takrat še niti razmišljala nisem o tem. Ampak bil mi je blizu in čutila sem njegovo podporo, tudi če ni bilo točno tako, kot bi naj bilo. Recimo, takrat je, vem še, hecal me je, da se bom jaz dobila tistega svojega psa, pa da on tudi mol za to, da mi jaz psa dobila, mami je zraven pomežiknil, ker moja mama je bila proti. Ampak jaz sem na koncu res dobila psičko in pa sem nekaj, veš kaj, se vem, da se živali ne krst, ampak če se kojna požegna, a lahko mi pa meni ti psa požegneš. In mi jo je res blagoslovil, čist je bil tak blagoslov, kot je recimo 26. decembra, ko je blagoslov konjev. Imajo pač na Štefana se kojne blagoslovi, jaz sem pa rekla, da bomo naredili poseben obred pa za mojo Lero. In ga je on naredil. In takrat sem dobila občutek, da ne glede na to, da mal bluzim, kot so takrat rekli, je on še vedno bil do mene tak. In ko je odšel, res je bilo hudo, ker to je bilo še moje obdobje iskanja. A zdaj sem del cerkve ali nisem, pa vmes so mi nasproti prišle že ciganske karte, pa sem se malo igrala s tem v srednji šoli, pa sem malo eni sošolki, pa drugi, pa so pa rekli, veš, da se je to res zgodilo, pa veš, to si pa prav povedala. Tako, res za hec sem to delala, ampak me je vleklo v to smer, malo raziskovanje teh stvari, pa vse nazaj v cerkev zaradi njega. In potem, ko je on odšel, sem nekako spet padla nazaj v cerkev. Ampak niti ni trajal nekaj zelo dolg časa, da sem pol vseeno šla v eno tako srednjo pot tega. Jaz ne pravim, da nisem verna, ker če ima kdo močno vero, moram biti to jaz. Ker če imam ta dar, ki mi ga je, lahko rečemo, dal Bog, ali pa za nekatere vesolje, božanska energija, kakorkoli pač kdorkoli to poimenuje, je ok. Potem verjamem, da me ta ista energija, ta Bog, čuva, kako jaz to na zemlji uporabljam. Da ne prizadanem drugega, da ne izkoristim s tem drugega, ampak da je dobro namerno. In vera pa religija, jaz to vedno tako, ko me vprašajo, a si verna. Ok, me sprašuješ, če sem verna, ali če hodim v cerkev. In ko je Jože odšel, sem rekla, mogoče se pa kdaj javil. Sploh, ko je še mama odšla, pa sem pomislila na njega, se pravi, med njima je bilo 2 leti razlike. Sem rekla, no, mogoče pa zdaj, ko vem, ker lahko, ker dejansko je pač to nekaj v meni, mogoče se pa Bog kdaj Jože javil. In dolg časa sem čakala. In se potem je. In se je in je podal eno kratko sporočilo in nazaj odšel. Tako, zelo je bilo intenzivno na svoj način, kratko in sladko. Zdaj se bom vrnila mečka nazaj k 1. novembru. Ja. Dan, ko se mi zdi, da nekateri
potencirajo žalost in žalovanje, spet drugi, ne bom rekla, da slavimo ta dan, ampak moje mnenje je takšno, da na pokojne ni prav, da bi se res mogli spomniti samo na tega 1. novembra in da dejansko je to pač nekaj, saj jaz ga tako dojemam, kot dan, ki moramo narediti to, se pravi, iti na grob, prižgati svečko in tako naprej, ker smo tako morda naučeni in ker je takšno v narekovajih neko pravilo. Po drugi strani greš pa lahko tja, tako kot sem rekla, zgolj samo zaradi neke dolžnosti, pa je lahko bilo kjer drug dan veliko bolj čustven in si takrat lahko mogoče veliko bolj prisoten kot pa na 1. novembra. Vem, da si tudi ti zagovornica tega, da če ne čutiš, ne delati nekaj na silo in tako naprej. Si pa, ne vem, če sem ravno pri tebi to zasledila ali pa sem to že pred leti nekje drugje brala, kako je zdaj ta 1. november pa pokopališča. Zakaj ljudje različno dojemamo to energijo? Zakaj je to nekomu stres, težko, žalost, hudo, spet drugi pa grejo z nekim dobrim občutkom takrat tja? Zato, ker eden ni enak drugemu. Za nekoga je modra, za nekoga je lotole vijolična, nekaterim grob pomeni uteho, nekaterim pomeni žalost. Ni pravila, ni prav in ni narobe. Najbolj prav je, da se ravnaš tako, kakor je zate prav. Če bom jaz naredila nekaj samo zato, da bom dobro izpadla, da me bodo v sosedovega groba videli, da sem jaz pa bila na grobu od svoje stare mame. Pa kjer ikebana je lepša, pa doma več sveč. Tako, doma več sveč. Ali ne, zdaj so že moderni ti kamenčki, manj sveč, kamenčki, lesene sveče in tako. Ampak če vse to delam sam zaradi tega, kaj sem naredila? Če pa je nekdo, ki gre tja zato, ker mu je to kraj, kjer se lahko umiri, kjer se lahko poveže z nekom, ki je odšel, je pa to zelo dober. Ja, nisem zagovornik 1. novembra v tem smislu vsi letimo na grobove, ker točno to, kar si sama rekla, greš takrat, ko čutiš, tja, kamor čutiš. Nekateri se zelo radi vračajo na kraje, kjer so s temi ljubljenimi osebami bili nazadnje. Recimo kakšne dopustniške destinacije in tako naprej. Nekateri se tja nikoli ne morejo vrniti. Tako da tle ni pravila. Res pravilo je, da poslušamo sebe in naredimo tisto, kar je pač za nas ok. Je pa tudi tako, grobovi spet veljajo za neko za nek kraj, kjer je polno nekih energij, seveda, jih je. Zato, ker ljudje tam poskušamo vzpostaviti stik, kar pomeni, da pač duše nek svoj košček neke energije tja usmerijo. In jih lahko ljudje pač bolj začutijo. Potem grobovi so tudi kraji, kjer se sprosti ogromno žalosti, bolečine, tudi jeze, razočaranje, mogoče celo veselja za nekatere, a ne? In senzibilni ljudje lahko to zelo hitro potegnejo nase in zaznajo in jim je zato pokopališče čist too much kraj za biti tam, a ne? Spet poslušati sebe. Jaz sem vedno doma govorila, pa zakaj moramo to po teh grobovih, pa tam moram stati pred spomeniki nekih ljudi, ki sploh vedela nisem, da so obstajali pred mano, in jaz sem si pač čas, takrat, ko smo hodili po grobovih, krajšala tako, da sem računala, kdo je bil koliko star, ki je odšel. Jaz sem pač rada sem imela matematiko, ali pa še vedno imam, številke so mi blizu in jaz sem to tako. Nikoli nisem gledala na pokopališče kot na nekaj groznega, niti pa ne na nek kraj, kamor bi jaz zelo pogosto zahajala. Ker dejstvo je, vem, da to zelo veliko, kot praviš, v resnici nikoli nismo sami, v smislu, da če jih želimo slišati, če želimo sami dobiti ta občutek, kaj nam sporočajo ali pa da so z nami,
da lahko, vsak od nas lahko to začuti. In potem sem večkrat tako šla razmišljati iz svojega življenja. Kolikokrat se ti zgodi, da ne vem, ali boš slišal neko pesem v ta pravem trenutku, ali boš, ne vem, v avtomobilu, ki se voziš, pa ti bo kar nekaj rekel, pet na drug pas, pa pol vidiš, da je bilo ful dobro, da si šel na ta pas in tako naprej. A so to lahko sporočila, za katera rečemo, to so oni? Lahko. Aha, ni pa nujno? Ni pa nujno. Zdaj, ravno sem bila na kosilu s prijateljico, pa smo malo debatirale in ja, očitno je pač čas, da se to sliši. V resnici, ko gledamo, kdo smo kot duše, smo energija. Pika. In smo kot kapljica v oceanu. In smo del oceana. To pomeni, če smo energija, smo del neke širše energije. In ni nujno, da v nekem trenutku nekaj reče moja mama. Ampak sem samo s to svojo energijo, katere del širše energije sem, zaznala, da je boljš zamenjati pas in sem upoštevala to neko informacijo, ki sem jo zaznala, da je dober zame. To je intuicija. V končni fazi vsi te kanali, oziroma jasnovidnost, jasnoslušnost, kot sem prej omenila, to je intuicija z eno besedo. In če sledimo intuiciji, imamo lahko vsak trenutek nenehno veliko sporočil, ker naša intuicija nas poskuša peljati mimo nekih bolečih trenutkov in tako, ampak pač, ker smo utelešeni in imamo tudi in ego, izkušamo tudi tisto, kar nam intuicija itak ne bi dala za izkusiti. In zdaj nekaterim je lažje, če rečemo, to je sporočila moja mama. Zdaj, moja mama ima prav in če je mama rekla, pol bom pa upoštevala. Eni pa tega ne rabijo. Kar pomeni, ko dobiš ti recimo neko sporočilo preko glasbe in pomisliš na nekoga, ti je to lahko zelo, jaz temu pravim, da te pobožajo. Zelo lepa gesta, s katero komunicira energija nekoga, ki je bil pač prej tvoj dedek, babica in tako naprej, ali pa pač partner. Lahko pa enostavno rečeš hvala vesolje. Kako pa potem lahko vemo, kdaj je hvala vesolje in kdaj je hvala dotična oseba? Če sprejmemo to, da je dotična oseba del vesolja, je lahko oboje hkrati. Se pravi, gre mečken za način, kako si bomo to interpretirali. Ja. Je res, da do zdaj sem vedno govorila, da na tistega, ki prvega pomisliš, je dal tebi sporočilo. Ampak skozi dejansko te 4 mesece, odkar sem na porodniški, ko preberam knjige, ko si vzamem več časa, da se pač umirim, da grem v meditacijo in tako, prihajam do tega, da bi bilo pa mogoče prav ljudem povedati to širšo sliko. Ker mogoče bo pa za nekatere lažje sprejeti odhod nekoga, ker bo vedel, da ne glede na to, da pač je odšel, je še vedno tle. Ker res mi je v eni knjigi bila dobra zgodbica, bom zdaj povedala zgodbo, zato da bomo razumeli kontekst, ko je majhna riba srečala veliko ribo in je rekla ribica, a te lahko nekaj vprašam, ker si večja riba in verjetno starejša in boš pač mogoče imela odgovor zame. Ja, kar vprašaj. Iščem ocean. A mi lahko poveš, kje ga najdem? In je velika riba odgovorila ribici, si v oceanu. Nikamor ne rabiš iti. In kamorkoli greš, je ocean. In to je to. Kamorkoli grem, sem lahko povezana s svojimi dragimi, lahko pa nisem, če v tem trenutku ne rabim vedeti ali pa si predstavljati, da je nek del energije moja mama. Težko je to, sploh ko nekoga zgubimo,
da bomo pa kar rekli, fajn, se zdaj pa del vesolja, zdaj pa je povsod z mano. Ja, ljudje pač rabimo nekaj oprijemljivega, nekaj, kar rečemo, ja, se je z mano. Zato se še vedno duše potrudijo, bom rekla, pa nam dajo neka taka sporočila. Da rečejo, ja, še vedno sem s tabo kot babica, še vedno sem s tabo kot partner, mož, še vedno sem s tabo kot otrok, ki si me izgubila, ko sem bil v tvojem trebuhu. Najboljše je, da ko se ti nekaj zgodi in se vprašaš, a je bilo zdaj to sporočilo, da poslušaš svoj prvi odgovor. Če je znotraj tebe, mama se mi je javila, super, mama se ti je javila. Če pa je to nekaj, kar jaz pravim prileti, prletel je dol, pa zdaj ne bom šla, a mi je zdaj to dal Jože, a mi je zdaj to dala mama, a je to mogoče mi posredoval moj brat Andraž, ali ne ukvarjam se s tem. In včasih tudi na medijstvih rečem, a je ful pomemben, da ti povem, kdo podaja sporočilo, ali lahko rečem, sporočajo ti. In nekaterim ljudem je pomembno. In rečejo, ja, jaz bi pa raj videla, a to zdaj ena babica ali druga babica. Okej. In se pač potrudim, da sledim, od kje prihajajo informacije. Včasih pa kdo reče, ne, sej vem, da me imajo radi, ti mi sam povej, kar moram slišati. Meri, kako pa je z našimi najmlajšimi? Prej sva že govorili o tem, da nekje do 8. leta načeloma ta sposobnost v njih še živi dovolj veliko, da dejansko lahko kaj zaznavajo. Kaj pa dojenčki? Zdaj, jaz bom povedala svoj lasten primer. Ko sem jaz rodila hčerko in ko sva prišli domov, sem imela previjalno pač v enem prostoru in kadarkoli sem dejansko njo odložila na to previjalno mizo, je ona gledala v eno točko na stropu. Jaz sem lahko delala, kar sem hotela, ona je gledala tisto točko in se zelo velikokrat tudi smejala, pa ne, novorojenček pravzaprav, ker rečeš, se to tako malo nagonsko se nasmeji. In pač jaz priznam, da sem od začetka se sprašala, kaj z njo narobe, zakaj ona skozi gleda v to točko. In potem seveda, ko sem prebirala različne zadeve, prišla do tega, da pač mogoče pa se zgodi kaj takšnega, da ona tam nekaj vidi, zazna kakorkoli, in sem potem kar malo z njo sodelovala. In sva se potem, in sem kar jaz njej malo govorila, pa malo se nasmej, pa dober dan, pa živjo, pa tako naprej, ker je bilo meni lažje. Velikrat sem se sama sebi zdela malo čudna, da to počnem, ampak ali je to lahko dejansko pri dojenčkih nek signal in koliko tega ti opažaš zdaj pri svojemu 4-mesečnemu sinčku? Definitivno so to signali. A je tvoja hčerka gledala običajno v svojo levo, tako malo levo gor? Čakaj, zdaj moram pomisliti. Se pravi v njeno desno, v mojo levo. V tvojo levo, okej. Oliver recimo tudi je od začetka striktno gledal, kadarkoli sem ga odložila, on je gledal zelo nagnjeno desno, in tudi je imel take nasmehe in tako. Dejstvo je, da otroci, dojenčki, novorojenčki itak s fizičnimi očmi ne vidijo. Ampak oni so še toliko skonektani, da konstantno lahko dojemajo vse okrog sebe. Pri dojenčkih lahko tudi opazimo, če recimo jaz zdaj probam ponazoriti to. Dojenček te gleda, ampak recimo jaz tu zdaj tebe gledam. A te gledam? Ne. To. Kam grejo oči, je čist sen. Kaj se v ozadju dogaja, je bistvo. In ja, otroci umaknejo pogled, zato da oni ne gledajo starša, ki je, kje si, pikec, pokec, ena ropotilca, druga ropotilca, ampak oni umaknejo, se zazrejo točko, zato da se to njim, ta svet lahko še vedno dogaja. In tudi v spanju, recimo, dojenčki intenzivneje potujejo, kakor pač odrasli ljudje, in nabirajo ogromno enih informacij in njim je to, še vedno sem z njimi, zato so nasmehi. Kaj pa nočne groze? Pravijo nekateri, da pri naših najmlajših, da nočne groze dejansko, otrok se nič ne spomni tega naslednjega dne, torej ko ga ti zjutraj zbudiš, ta otrok ne ve, da je po noči jokal, kričal, morda celo govoril, da nekaj vidi in tako naprej.
kaj s temi, kaj je takrat recimo fino, da bi posameznik kot starš, da bi naredil, če ima otrok recimo neke nočne groze, ki seveda niso, da ne bojo ljudje narobe razumeli, niso nujno povezane s tem, da ne je otrok pretočen in da kanalizira ali kakorkoli, ampak iz tvoje izkušnje verjetno je zelo slabo, če rečemo, če ne vidiš, pejt spat in tako naprej, ne? Definitivno je to najslabše, kar lahko naredimo. Se pravi, da zanikamo nekaj, kar nam otrok pove. Zdaj, odvisen je od starosti otroka, se pravi, če se je otrok sposoben pogovoriti z nami, da on pove, kaj je videl, zakaj je videl in tako naprej, oziroma kaj se je dogajalo, potem je... Če se le da, poskušamo starši biti odprti do te mere, da koga poslušamo, dobivamo mi neke informacije, vsak jih dobi. Noben mi ne more reči, ne, jaz ničesar ne zaznavam. Ko meni otrok govori, jaz ničesar ne zaznavam. Če drugo ne zaznavaš, ti si v svoji glavi predstavljaš, kaj ti otrok govori. In to ni v resnici tvoja predstava, ampak videnje, kakršno mogoče podobno sicer je imel tvoj otrok. In ti mu lahko razložiš, ne vem, razumem, da te je strah, zato ker je to nenavadno. Otroci doživijo te groze zato, ker so vse postopoma se odmakne od tega sveta. Saj dojenčku ni nič grozen. Ko pa je otrok na zemlji, pa vidi dan pa noč sta ločena, pa moja mami je fizična, pa lahko jo objamem, pa kar naenkrat pride babica, ko pa jo vidim fizično, pa je v bistvu ni, je pa to zdaj grozen. Najboljše je, da se z otrokom, če je pač toliko že star, pogovorimo, mu razložimo, da je to v bistvu... to je zdaj, jaz bi tako razložila svojih hčerki, da pač mi med tem, ko spimo, vsem potujemo in nabiramo neke informacije in raziskujemo vesolje in da je logično, da je nečesa strah, ker tudi, ko gremo recimo, ne vem, ven, pa se nekaj pojavi tam na cesti, jo je strah in je logično, da je bo tudi tukaj. Ampak ker spi in ko pride nazaj v telo, to so astralna potovanja, ko pač gremo iz telesa in se pa nazaj vrnemo, ima telo toliko enih informacij, da otrok ni sposoben tega sprocesirati. In zato je v bistvu groza. V končni fazi pa ni nujno, da je prav kaj zelo grozen. Lahko povem mojo izkušnjo. Vita je bila stara 2 leti, ko je ta prvič šla spat v svojo sobo, prvo obdobje, ko sva poskušala, da pač spi v svoji sobi. Sama je najprej pokazala željo in sva pač rekla, očitno je prišel njen čas in se je umaknila. Ampak sem jaz zvečer ležala z njo ali pa pač partner. In je en večer rekla, tako je začela, mami, tam je gospa. Sem rekla, kakšna gospa? Kdo je? Mama. Sem rekla, katera mama? A je mama Tina? To je moja mami, Martina? Ne, jaz sem šla pol najprej tako, da vidim, kje se bova ujele. In sem jo sprašvala po imenih in ko sem prišla do babice od mojega partnerja, je rekla ja. Pa je ona ni poznala. Ona je odšla, ko sem bila jaz noseča za Vito. In potem sem rekla, kaj pa želiš, da naredi mama? Nočem, da je tukaj. Prav, kaj pa bova naredila zdaj, da bo ona šla? In je rekla ven. A ji boš rekla, da želiš, da gre ven, a ji jaz rečem? Ti reč. Sem rekla, v redu, mama, prosim, če pač greš iz Vitine sobe ven, neprijetno je, kljub temu, da vem, da pač ji ne želiš nič škoditi, ampak pač Viti ni bilo prijetno. In potem sem rekla, evo, mama, pejdi ven, da bo Vita lahko spala. In Vitin pogled je šel tako. Ker je šla mama, in sem jo pač energijsko zaznala, proti vratom sobe, zato ona bi lahko naredila ampak ne, ona se je odločila, da bo otroku pokazala, da odhaja. In potem je Vita samo še rekla, papa, lahko noč. In potem je bila mirna in je zaspala. In jaz sem pač razložila, da to so duše, da pač prihajajo zato, da nas čuvajo, da to ni nič narobe, ampak da če ne želi, pa lahko vedno reče, da ne želi. Zdaj spet tako,
Jaz pač sem v vsem tem svetu, meni je to vse normalno, meni je vse to logično in bom z otrokom tako govorila. Nekdo, ki pa že sam dvomi v vse to ali pa mu to ni blizu, se bo pa težko pogovoril s tem na tak način z otrokom. V takem primeru je pa najboljše, da se pač otroka pomiri, da se mu razloži, da je varen, da je tukaj pač mama, oče za njega, da kadarkoli lahko pač se stisne. Bistvo je, da otroku damo ta varen prostor. Ker poskušati si izmišljati neke razlage in to je brez veze. Pač, ker če otrok ne čuti, da si ti pomirjen s tem, če je tebe tega strah, bo to otroka enako. Tako da zagotoviš mu kar se da varen prostor, objem, mogoče da pol naslednjo noč nekdo mal počaka, da otrok zaspi ali pa se mu da, ne vem, neko lučko, neke take stvari, no. Tako, čist v resnici po intuiciji, pa odvisen od človeka, kako mu je to blizu. Kako se pripraviš na nekoga, ki pride k tebi na medijstvo? A imaš ali pa imate ljudje, ki se s tem ukvarjate, kakšne posebne priprave? Moraš biti prej sama, se umiriti. Kako gre postopek? Recimo, če bi zdaj le midve bile zmenjene, jaz pridem k tebi, kako bi izgledalo 15 minut, predno sem jaz prišla? Za druge ne vem, se pravi ne vem, verjetno imamo pač različne situacije, ampak jaz iskreno včasih preletim na knap, včasih me stranke že čakajo pred vrati, zgodi se tudi, se je zgodilo, da sem kdaj pač zamudila, seveda ne, otroci, obveznosti gor dol, ne vem, prideš od nekje, zamujaš cesta, ja, se zgodi, da zamudim. Načeloma pa se vedno poskušam pripraviti na ta način, da si vzamem malo več časa prej, da seveda pridem pred stranko, a ne, to definitivno, ampak priznam, tako kot sem rekla, se zgodi, da ne. In takrat potem ni zdaj neki, da bom rekla, joj, gospa, še 10 minut počakajte, da bom jaz to, ne. Ponavadi je tako, kava, čaj, kaj bi, rabite WC, ok, se usedeva, kako ste, je bila tekoča vožnja, tako malo pokramljamo in potem začnem. Tako da je vse en tist čas, ko malo blebetamo, en tak čas, da človek zadiha, da se usede v prostor. Ja, pa se sprostita oba. Tako, v bistvu, tako, ja. Zdaj, da bi pa prav neke rituale imela in tako ne, vsekakor pa imam ritual, preden grem domov. To ne pomeni zdaj, da prenesem v prostor, kjer imam medijstva, vso domačo energijo, ker vse po poti, ko prihajam, bodi si je to na knap ali pa pol ure prej, imam jaz neke svoje procese. Zdaj, ja se temu reče, pogovor z njimi pa malo razpocav, ne vem, kako bi to poimenovala. Ni tipična meditacija, ampak je tako odmakniti se od celotnega okolja, pa se pač poglobiti tudi to. Definitivno je pa tik preden začnem, oziroma preden začnem predajati sporočila, pa imam svojih nekaj minut, ko se jaz z njimi povežem, tako da meni je bistven ta del. In ravno ta del me zanima, ko se to zgodi, ko se ta, lahko rečem, pretočnost zgodi, kaj se takrat tebi dogaja? Vidiš slike, slišiš, ker vem, da pred leti, še ko sem za televizijo snemala prispevek o tej temi, me je takrat snemalec vprašal v avtu, pa kaj, pa bo ona to kar sliši, ali pa bo ona bo videla fizično, ne? In sem mu jaz takrat potem to malo laično, toliko, kar sem vedela, razložila. Nisem pa dejansko nikoli vedela, kaj se takrat z vami dogaja. Zdaj, prej si omenila sicer te kugle svetlobne, ko si bila mlajša, ampak zdaj je to verjetno drugače. Ne? Ni to, da ti prav vidiš neko osebo. Se je že zgodilo, da sem jo, ampak to so res trenutki, to je, ne vem, desetinka sekunde. Ja, zato, ker da se duša spet spusti na raven zemlje toliko intenzivno, da je lahko zazna fizično oko, rabi ogromno energije. In tega načeloma ne počnejo, vsaj ne zelo pogosto. Ko jaz začnem, če lahko tako rečeva, imam nek svoj stavek, s katerim v bistvu dam vedeti, koga in kaj spuščam v svoj kanal. Mislim, sej ni nobena skrivnost, če komu pride prav, naj ga uporabim. Ampak jaz vedno rečem, duše v svetlobi, prosim, pridite tisti, katerih sporočila potrebuje slišati moja današnja stranka. Mene pa naredite jasen, točen in natančen kanal, da bom kar se da dobro prenesla vaša sporočila.
In potem jaz na nek način jaz sem skozi z eno nogo gor, z eno nogo dol. In lahko preklapljam ta dva svetova. Jaz lahko govorim zdaj s tabo, hkrati pa gledam, kaj se gor dogaja. A sva sami, poleg snemalcev? Ja, nisva. Sploh, če se ozrem gor, a ne koliko jih gleda dol in čaka, če sva zanimivi in so tako, a bo vse rekla, da lahko kaj povemo? No, Meri, zdaj bi jaz malo tako iz tega spraševanja. Ja? Jaz sem se za danes, glede na to, da imava tako temo, glede na to tudi, da je 1. november, sem se odločila, da bi pa morda enkrat pokazala vsaj približek tega, kako medijstvo zgleda. Zato sem te tudi vprašala, če sva sami. Jaz sem sicer tudi prej opozorila, da če bo prehodo, da bomo ugasnili in se bomo prečasno poslovili s podcastom, ampak ja, dajva približno pokazati, kako dejansko bi izgledalo, če bi jaz prišla k tebi na medijstvo. Okay. Jaz bi rada samo v tem trenutku opozorila, da lahko ni nujno, da bodo prišli tvoji, a ne, ampak lahko pride nekdo, ne vem, zato kdo je. Zato je tudi zelo pomembno, da če se za to odločimo, ne, da nimamo pričakovanj. To vem, da sem to že bila enkrat opozorjena, da v bistvu ne greste k mediju zato, ker želite dotično osebo iz vašega življenja priklicati, ampak dejansko se je treba prepustiti. Ker všeč mi je, tako kot si rekla, ne, nekje vmes, da v bistvu gre za sporočila in morda včasih ni tako zelo pomembno, od koga jih dobimo. Je pa verjetno za tistega, ki je nekoga izgubil, lepše mogoče ali pa lažje, če tudi zve ali pa vsaj posumi, kdo bi to lahko bil. Ne? Načeloma je vedno tako. Jaz pravim, duše so tiste, ki tebe pošljajo sem. Nisi se ti odločila, da me boš povabila, ampak je nekdo drug gor sugeriral, da ji povabijo. Zakaj? Ne veva. Mogoče zato, ker si je nekdo izbral mene za prenosnika sporočila nekomu, ki bo poslušal ta podcast. Lahko si je nekdo tvoj izbral, da boš ti dobila sporočilo. Lahko si je babica zbrala zato, da bo kamerman dobil sporočilo. Ne vemo. Pa tudi, ko si omenila pričakovanja. Če ti pričakuješ ali pa si želiš, da boš dobil A, B, C, te pa duše dajo A, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, boš videl samo dobu sem A. B pa C pa ne. In ne boš videl še vsega tistega ostalega. In naša pričakovanja so v bistvu omejitve. Ko pa ti greš z namenom, da slišiš, kaj ima duša ali pa kaj ima vesolje zate in lahko pride preko mene, lahko dobiš pa ogromno. Da se navežem nazaj. Duše te usmerijo, nekatere pač k meni, nekatere k drugim medijem, tam, kjer si pač izberejo. In prav je tako. In običajno so tisti, ki jih mi želimo slišati, res prisotni. V 99% primerov pridejo tisti, ki si jih najbolj želimo. Zakaj? Oni vidijo, jaz jo ful pogrešam, dobim neko pot, grem do medija, javljam se ti preko te osebe, ker me pogrešaš. Oprosti, ker te bom prekinila, ampak to se vedno potem vprašam, ko slišim, se bom oglasil zato, ker vidim, da me pogrešaš. Jaz se spomnim, da mi je bilo včasih zelo, sem se ukvarjala z vprašanjem, koliko more njim biti težko, ker gledajo v nas, ki trpimo. Se pravi, ali moram to takoj pozabiti na to, ker oni verjetno, se pravi, duša kot taka verjetno ne more trpeti oziroma gledati name objokujočo kot, o Boga, kako trpi. To so takšne, bom rekel, vprašanja, ki so nam morda malo znanstvena fantastika. Gor so rekli, a moramo biti čisti iskreni, se nekaj ne lahko tudi lažemo, samo bolj ljudje vedeli, da lažemo. Duše pravijo, da njihov pogled na naše trpljenje je tako, a dej come on, če bi ti vedel, koliko je meni tle gor fajn, bi še ti hotel prej gor. Zdaj, da se ne bo narobe razumel, spet ni tudi tak pogled povsem ok, zaradi tega, ker veliko ljudi pa si želi oditi, ko nekdo odide. Tukaj moramo biti ful previdni.
Ampak dejstvo pa je, da oni ne trpijo zaradi našega trpljenja, skušajo pa nam pomagati, zato ker ni point našega življenja, da nenehno trpimo in vlečemo bolečino zaradi odhoda nekoga, ampak da v odhodu nekoga poskušamo videti, kaj nam to prinese, kaj nas življenje zaradi odhoda nekoga uči. Okay, razumljivo je, ko odidejo stari starši, recimo osebe, ki so pač bile stare, bolni in tako naprej. To je druga perspektiva, kot če ti odide otrok ali pa partner. To je spet, lahko razglabljava na dolgo in na široko, ampak vsaka duša si želi, da tisti, ki ostanemo na zemlji, živimo naprej. To ne pomeni, da pozabimo, pa da odrinemo bolečino, ampak živimo naprej v zavedanju, da je ta oseba bila del našega življenja, smo za to hvaležni in se poskušamo po svojih najboljših močeh osredotočati, kako lahko dobro živim naprej. Oni si želijo, da smo mi veseli, da smo zadovoljni, da smo srečni, da počnemo stvari, ki nas osrečujejo. Ne da non-stop meljemo, kakšen je bil njen zadnji videz, da razmišljamo, kaj smo nazadnje govorili in tako naprej. Ampak da se res osredotočamo na to, kaj je zdaj dobrega v tem slabem. Ker dejstvo je, da je življenje na zemlji minljivo. In če se oklepamo odhoda, če se oklepamo smrti, ne moramo več živeti. In potem obstanemo. To pa ni cilj naše izkušnje. Polhanih je. En stol bi bil premalo. En stol bi bil premalo, mislim, da bi ta prostor bil premalo. Rada bi poudarila v tem trenutku to, ker čutim, da je prav, da ljudje slišijo. Marsikaj sva do zdaj povedali. Marsikaj prihaja skozi naju obe, kar morajo ljudje slišati in lahko slišijo kot svoje sporočilo, brez tega, da nazivava, kdo ga je predal. Jaz nikoli, ne na intervjujih, podcastih, nikjer, ne govorim nekaj, kar bi si jaz sprot zmišljevala. Jaz pravim, da imam asistenco 24/7, ko jo pač potrebujem, jo prižgem oziroma se povežem in vse, kar ti morem odgovoriti, vse, kar ti morem povedati, ti povem tako, kakor jaz vidim. To, kar si me prej vprašala, a jih jaz vidim, a jih slišim, zelo različno. Moj najmočnejši kanal je definitivno jasnovidnost, kar pomeni, da konstantno vidim neke slike, neke, izseke iz življenja, neke primere, lahko tudi svojega življenja in potem mi je jasno, kažejo mi neko mojo preteklost, nekaj, kar sem jaz doživela, kar pomeni, da ti na podlagi tega moram nekaj povedati. Lahko je tudi to zgolj delim izkušnjo s tabo, in boš ti za svoje življenje znala povezati. Jaz ne morem ljudem, to je recimo navezujoč na pričakovanja, jaz ne morem ljudem jasno in točno, povedati barvo oči. Ker kakšne oči imam jaz? A imam rjave ali imam zelene? Eni mi rečejo, da imam zelene, eni mi rečejo, da imam rjave. Kaj pa, ko rečejo recimo ljudje, ki so bili pri mediju, pa rečejo, a veš, pa je pa začel ali pa začela razlagati in je opisala, tako res opisala je našo dnevno sobo, kako bi ona lahko vedela, da je to naša dnevna soba? Ja, zato ker pač vidim, preberem, jaz vidim, neko sliko, ki ti jo opišem. Jaz recimo tudi med medijstvi ne vedno, ampak ko je pač to pomembno, da ti povem, opišem, kako oseba izgleda, kako je oblečena. Ampak zdaj spet to ne pomeni, da duše nosijo obleke. Razumem, tako ampak ti sporočilo v takšni obliki dobiš. Tako, oni v bistvu mi dajo informacijo, preko katere pa ti pol rečeš, saj je pa res moj starata. Ampak zdaj smo pa spet pri tistem, kar sem prej razlagala. Nekaterim je to zelo pomembno in jaz v končni fazi
niti ne delam razlike. Če je te pač pomembno, kako je, ne vem, tvoj starata bil oblečen in boš ti zaradi tega pol zihar, da on govori v tem trenutku čez mene, pol ti bom povedala, ker mi bo on to tudi pokazal. So pa medijstva, ko jaz ne vidim podobe, ko jaz samo zaznam moški, ženska, pa rečem 3 besede, pa rečem, ja, to je moja stara mama, ali pa, ja, tole pa moja sestra. Različni načini so, a ne? Spomnim se nekih trenutkov, recimo en tak je bil, da rekla sem, joj, se opravičujem, ampak jaz sploh ne morem takole sedeti, kakor sedim. In pa je bilo ful hecno, mislim, imam jaz širše stole, tako zofico sem jaz sem se takole usedla, noge dala čez rob in takole slonela in govorila in sekala, jaz se res opravičujem, meni je neroden, ampak jaz se ne morem premakniti. In ste se osebi na drugi strani začeli smejati in ste rekli, ja, on je skozi tako sedel na svoji zofi. Ampak ti zdaj še kar v redu sediš. Ja, jaz zdaj še kar v redu sedim. Ja. Malo se premikam, zato ker moram lepo sedeti, ne, ker imamo kamere. Uporabijo moje telo za to, da pač lahko ti vidiš. A ne? Ne vem, recimo tudi sem bila včasih, to so res trenutki, ker če me vprašaš, dej neki tazga iz medijstva, povej, taki trenutki mi ostanejo v spominu. Bila je ena mlada punca, ona je imela zelo tak odrezav način komunikacije. In mislim, težko je mami, ki je izgubila hči, na nek tak trd način odgovarjati, pa zavijati z očmi zraven. Res čudni spadeš, ne? Če tako gledaš, če bi imela opazovalca, pa bi rekel, ta je res malo pretegnjena, sploh se ne zna obnašati do nekoga, ki je nekoga izgubil, a ne? Ampak mama se je ves čas smehljala, ker je rekla, to je ona. Sam drug obraz ima. A ne? A je kaj važno, koliko časa po odhodu gremo lahko k mediju? Jaz svetujem, da je mimo vsaj pogreb, zato ker bi prileteli takoj, a ne? Da je vsaj pogreb mimo, potem pa ko začutimo. Zdaj, nekateri rečejo ne vem koliko mesecev, nekateri v letih govorijo, nekateri celo omejijo, da če je več kot toliko časa, ne moreš več k mediju. Jaz pa pravim, vsaj tako so pač meni dale duše navodila. Ko človek začuti, je pravi čas. Zato, ker je prišlo od odzgori dol. In zdaj se bom vrnila nazaj K medijstvu. Ja, k medijstvu. Ja. Bom malo popila raje vmes. Zdaj v ospredje zelo, zelo močno hodi moški. Jaz bi ga ocenila tam med vizualna podoba starosti in pač moja subjektivna ocena je, da je bil za časa odhoda iz zemlje star tam nekje okrog 35 let in on ima motor. To je tako, kot da. In jaz mislim, da to je pač za nekoga, ki bo poslušal. Ne vem, lahko se motim, ampak deluje mi kot nek prijatelj, nek mogoče celo brat od nekoga, ampak zelo je tako prepričljiv v svoji komunikaciji, da želi dati svojim domačim vedeti, da naj nehajo premlevati, kaj se je zgodilo. Nesrečo z motorjem je imel in da naj nehajo premlevati, kdo je bil kriv, kako je on vozil, ali je bilo, ali ni bilo, ali bi bilo možno, da ne bi odšel, ali kaj se je zgodilo. Skratka, dost ima tega. Tako malo je, a jim lahko poveš, da naj nehajo, ker ne morem več gledati, da non-stop premlevajo moj odhod, ker on je gor povsem pomerjen. Tako da zato sem rekla, da imam občutek, da to nekdo slišal, pa mu bo pač jasno, ampak zelo intenziven je, tako da zato sem ga izpostavila. Sem sicer rekla, da če lahko pride v ospredje mogoče nekdo odeve, ampak pač ne morem pa določiti. Sploh, kadar je tako odprti krog, a ne, kadar so snemanja, ne morem reči nujno, ne, vse ostale zavrnemo, pač pridite. Dejva reči, da naj pride ti, za katerega, ne, tako kot si rekla, za katerega mislimo, da bo nekdo potreboval. Ja, kako nekdo rabi, ja. Je pa tudi en kuža zelo tak majhen, ja, no, nekaj srednjega, poskočen, tak zlatkast,
zlatkasto bel, taka lepa rjava je. Ne vem, a si ti zgodila kakšnega kužka? Ne? Vidva? Ne? Mogoče. Je rekel mogoče? Gre se sam za... Kužica je bila. Kuža, ok. Ful ima tako namreč nežno energijo, zato sem prej rekla, da bi bila psička. Tako crklano bitje, ki je znal biti pasji. In je tako... Po ta zadnjih skače, hej, jaz sem tukaj, moraš me imeti. In vse, kar dobim od njega, je tisto, jaz sem tle, ful sem hvaležen za življenje, ker sem ga tle dol imel, ampak moraš vedeti, da sem gor tudi dober in da ni bilo nič, kar na zemlji nisi naredil zame, pa bi rabil, ali pa bi mi zaradi tega podaljšal življenje. Je jasno? Odlično. Naslednjič morate še kamermane ozvočiti. Ja, je bolj kot ne tih, pa samo gleda. Sej je ok, jaz v končni fazi, jaz pač predam in če pač boš imel kakšno vprašanje, ja, boš vprašal. Ali pa lahko pa je pač sporočilo, spet to je to. Za nekoga, Nekdo to rabi slišati in je to dovolj. Ne rabimo razlagati na dolgo in široko razlagati. Kot sem rekla, pač skako je že cel cajt, že ko sta prvič rekla, a sva sami, je pač on tle skako. In vse, ja, ok, v redu, pač bomo imeli še pasjo družbo, super, radi jih imamo, tudi njih. Ja. Koliko dobro se spomniš svojega otroštva? Kar. Ja, ok. Mislim, da kar. Ja. V ospredje mi skače beseda teta. Teta? Ja. Ampak imam občutek, da to ni tvoja teta, se pravi sestra od atija mami, ampak teta od enega izmed njiju dveh, se pravi tvoja stara teta. Vidim jo sicer na invalidskem vozičku, ali je pa neka taka zofa, čeprav voziček je bil v ospredju, kar pa ne pomeni nujno, da je celo življenje ali pa starost preživela na vozičku, lahko ga je samo občasno uporabljala. Ja? In na nek način zelo ljubezniva, po drugi strani pa tako, kot da ne bi oddajala ona te ljubezni. A to lahko povežeš? Težko je, a veš, vidim eno sliko, ti si mejhna, zraven je še ena odrasla oseba, ne vem, a gre to za tvojo mami, a gre to za tvojo babico, pa je to njena sestra, ne vem, ampak ona je, zdaj spet tako, ne, jaz tebe vidim kot otroka, mogoče celo to nisi ti, ampak samo nastopaš v tej sliki, zato da pač se pogovarjava, ne vem. Ker, a ste vi drugače ful humoristična družina? Ne bi rekla, da ful humoristična. Ne bi rekla humoristična. Ok. Imam občutek, veš, da me hecajo. Aha. Ja, in da jaz tako se že usmerim nate in je to spet neka teta, ki nima veze s tabo. Ne, ker spet sem rekla, a lahko kdo, ki je od Eve, mogoče? Mislim, tukaj lahko povežem samo to, ampak spet mogoče ne ravno invalidski voziček, ampak neko določeno obdobje smo imeli pri nas doma mojo prababico. Tako da edina oseba, na katero se lahko spomnim, jaz sem bila takrat pač mejhna, ne? Edino to povezavo lahko vidim, sicer me pa ena duša uporablja za to, da sporočava nekomu drugmu okrog tete. Ok. Spomnili so me, da nečesa danes nisva sploh še omenile in mi je zdaj jasno. Obstaja pri predajanju sporočil, ko gre do sporočila v množico, dušni vlakec. To pomeni,
eno dušo nastavijo, da podaja sporočila, za njo je pa priklopljenih lahko 10, 20, 50, 100 duš, ki imajo približno enako ali pa podobno zemeljsko zgodbo, neko energijo, zato lahko sporočilo razume, zazna, čuti za svojega več ljudi hkrati. In zdaj ti si rekla prababica, meni v tej sliki zgleda pač ta gospa, ki sem jo jaz nazvala teta, oziroma mi je teta beseda hodila v ospredje, stara, kar bi verjetno sovpadlo z neko podobo tvoje prababice, oziroma pač po starosti, ampak zate je bila prababica, za nekoga je to lahko bila teta. Zdaj smo spet tam. Kdo bo zdaj to pobral? Jaz čutim še ful močan pritisk v glavi, kar pomeni, da je najverjetneje ali bila že mal dementna, ali da je mogoče kdaj v življenju doživela možgansko kap, ali da je celo njen odhod povzročila kap. Skratka, spet imava pač različne možnosti, ki ne vemo zdaj, kam bodo pač padle. Tako da... Okay, vprašala sem jo, kaj je njeno ali njihovo sporočilo, ki pač ga želijo predati skozi to. In je rekla, zdaj mi je jasno tudi, zakaj sem videla tebe kot majhno. In je rekla, nima veze, koliko zemeljskih let človek preživi, važno je, kako svoje življenje živi. Ja. In na tej točki bom današnji podcast tudi končala, predno pridejo solze. Meri, najlepša hvala. Veseljem. Samo za čisto konec pa še vprašanje, kako zelo te to izčrpa? Ves čas sem govorila, da me ne, do trenutka, ko sem nastopila porodniško in sem ugotovila, da mi paše, da si malo odpočijem. Ne izčrpa me toliko komunikacija z njimi, kakor konstantna interakcija z ljudmi. Pa v teh 4 mesecih sem kar nekaj stvari o sebi ugotovila in ena izmed teh je tudi to, da jaz se nisem ukvarjala po tem, ko sem končala medijstva, s tem, kaj so duše, kako so in tako, ampak a je bilo zate dovolj dobro, a sem ti res vse dala, a si dobila, ne? Ker jaz vem, da to, kar je meni dala stara mama na začetku, to, kar jaz v nekih trenutkih za sebe dobim, ali pa kar ljudje pridejo res brez pričakoval in je vse v takem flowu, res je lahko to ena taka čudovita izkušnja, ki ti da neko brco, ki te požene naprej, ki greš lahkotnejše v življenje in ne morem pa tega, to ni odvisno v resnici od mene, ampak od človeka, ki sedi nasproti in jaz lahko naredim vse po svojih najboljših močeh, to pomeni, da ti povem točno tako, kot vidim, ne morem pa jaz vplivati na to, kako boš ti to razumela. In to pa je tisto, kar sem jaz imela težavo, ker sem se obremenjevala, a bodo ljudje vsem dovolj dobro razumeli. In sem na točki, ko enostavno moram pač vse to spustiti in reči, lahko bo zelo jasno, lahko bo nekdo rekel, kar nekaj je bilo vse skupaj, pojma nima, zmišljuje si, ja, tudi taki pač ljudje obstajajo, nisem popolna, trudim se predati tako, kot vidim, ampak vsake oči imajo svojega malarja, kako pravijo. In to je tisto, kar mene utrudi. In samo še enkrat bom ponovila sporočilo, ni važno, kako dolgo živimo ali pa je kdo živel, važno je, kako polno. Meri, še enkrat najlepša hvala. Hvala tebi za povabilo.